Dobro jutro, tukaj je Valentin. Včeraj sem bil, ura je 10 do 8. Včeraj sem bil pa na izjemno zanimivem predavanju. In sicer sem šel v Cankarjev dom na drugi dan dvodnevnega cikla predavanj z naslovom Piramide in starodavne tehnologije. Na prvi dan nisem šel zaradi tega, ker sem že precej prebral oziroma si ogledal videoposnetkov o prvih dveh predavateljih, predvsem o bosanskih piramidah, ker svetovna atrakcija je sedaj najdba največje piramide na svetu, ki se nahaja v Bosni. Ja, ne bo nam treba več hoditi v Egipt, sedaj bojo vsi ljudje iz celega sveta hodili v našo bližino si ogledovati največjo piramido na svetu, za katero so doslej mislili, da je to naravni hrib. Sedaj so pa začeli z izkopavanjem in so najdbe res fantastične. No, ampak najbolj pomemben predavatelj, ki je pritegnil mojo pozornost, je bil pa ta, katerega sem šel včeraj poslušati. Vsak dan sta dva predavatelja predavala, torej 4 predavatelji, svetovni največji strokovnjaki iz področja znanosti o piramidah, kaj naj bi piramide bile, kdo jih je naredil in s kakšnim namenom. In ta zadnji predavatelj z imenom Michael Tellinger je bil najbolj zanimiv za mene. Zakaj? Prvič zato, ker je doma v Južni Afriki, torej na isti lokaciji, kjer se je začelo gibanje in raziskovalni in razvojni center Destiny. In Tellinger tudi potrjuje za svojimi arheološkimi odkritji in raziskovanji starodavnih sumerskih zapisov čisto vse, kar se govori pri Destiny. Torej, sporočilo, ki jih imamo pri Destiny gibanju so najbolj natančna razlaga o tem, kako se je dejansko zgodovina stvarstva odvijala, nastanek človeka, sistem zasužnjevanja na tem planetu in to v vsej najmanjši podrobnosti. In zanimivo, da niti Michael Tellinger še ni do zdaj dobil stik z tem informacijami, kljub temu, da so bile do zdaj praktično pred njegovim nosom. Ampak tako pač je, ker celoten sistem zaslepljevanja deluje po tem sistemu, da je najbolje skriti stvari na ta način, da jih postaviš človeku tik pred nosom in jih potem ne vidiš. Zato je polno nekih simbolik okoli nas, nekih simbolov svete geometrije, ki nam določene stvari sporočajo, ampak se jih to ne opazi. Michael Tellinger je poleg raziskovanja piramid zlasti se osredotočil na raziskovanje ostankov zgradb v Južni Afriki, ki jih imenujejo afriški krogi. To so zgradbe, zidovi, ki so zgrajeni iz kamnov in vsaka zgradba ima drugačno obliko, večinoma so to krožne zgradbe ali če jih pogledaš iz zraka, so kot neke vrste cvetovi, torej da je na sredini velik krog, potem pa okoli še manjši krogi. In zanimivo, da so vsi ti krogi med sabo povezani. In ko je Michael Tellinger začel preko Google Earth, satelitskih posnetkov šteti, kakšno je število teh zgradb, jih je naštel več kot 10 milijonov. 10 milijonov takih zgradb, nekih nepojasnjenih zgradb je v Južnoafriški republiki in ogromno nekih teras. In tudi naletel je tudi na odtis človeškega stopala,
ki je visok oziroma dolg približno 1,5 m, kar ustreza velikosti človeškega telesa višine 7 metrov. In ta vtis je narejen v granit, ampak vtis gleda, kot da je narejen bil v neko mehko snov in predvideva se, da je bil ta granit prvotno neke vrste polimer, ki se je potem strdil v granit. In to potrjujejo tudi te zgodbe o velikanih, ki so ostali še sedaj v obliki pravljic in mitov in legend. Kaj bi še povedal glede Michaela Tellingerja? Napisal je knjigo Slave Species of God, v kateri razkrije, da smo ljudje plod, človeška rasa, da je plod genskega inženiringa določenih drugih bitij, ki so prišla na ta svet in zgradila človeško fizično telo z namenom, da bi nas imeli za sužnje, za pridobivanje zlata in drugih opravil, in da so vse te zgradbe energetski resonančni sistemi, neke vrsti makroprocesori, kot mikroprocesori, ki jih imamo v računalnikih, ampak so to v zelo velikem obsegu in so tudi odkrili, da iz teh krogov, da takoj, ko prestopiš notranjo steno tega kroga, je v notranjosti hipersonični zvok. Nastane zvok frekvence okoli 8000 Hz in tudi elektromagnetno sevanje, ki izniči signal GPS naprav, in da je ves ta sistem povezan v globalno energetsko mrežo, preko katere je bil na energetski način zasužnjen naš planet. Tako da je to zelo zanimiva zadeva in to on tudi razkriva v tej svoji knjigi. No, Michael Tellinger je pa tudi potem ponudil še alternativo, kako se zdaj tega suženjskega sistema, katerega del je tudi denarni sistem, ker denarni sistem je že ni bil ustvarjen kot orodje za enostavnejšo izmenjavo predmetov, ampak je bil že ustvarjen pred nekaj tisoč leti in prvi bančniki so bili duhovniki in prve banke so bile templji. In zaradi tega je tudi pomembna zgodba o Jezusu, ko se je razjezil nad duhovniki, ki so v templju začeli zaračunavati denar. In Michael Tellinger je ustanovil zdaj politično stranko Ubuntu gibanje, ki želi uvesti ljudske banke, se pravi, da banke ne bi bile več centralizirane. In tudi njegov princip je kontribucionalizem, se pravi, da vsak človek sodeluje s tem, da za skupno dobro nameni nekaj ur dela na teden in da potem ne bo več denarja, ker denar, saj v taki obliki, kot je sedaj, ko je centralno nadzorovan, je samo oblika ekonomskega suženjstva in vse banke so del ene globalne mreže nadzora in zasužnjevanja ljudi. Ampak kar Michael Tellinger še ni dojel, je pa to, da nismo samo zasužnjeni preko denarnega sistema, preko zakonodaje, in da ni bil ta suženjski sistem v smislu energetske mreže okoli planeta Zemlja, ampak da je sestavni del tega tudi umsko-zavestni sistem, torej ta neotepljiv, neviden sistem, ki nam povzroča v naši glavi misli in čustvene reakcije, in da ni dovolj samo volja ljudi in drugačen družbeni dogovor, ampak da je potrebno tudi reprogramirati, odstraniti se suženjstva v smislu osvobajanja od našega uma. In samo na ta način bomo lahko potem sposobni delovati v novem sistemu. Ker vse te tehnologije tudi prinašajo velike potenciale v smislu
proste energije in se pravi neomejenega vira energije, in ta prosta energija za sabo tudi potegne veliko odgovornost, ker prosta energija pomeni neomejeno moč, tudi potencial zlorabe in škodovanja drugim živim bitjem. In če ne bomo spremenili naših lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, bomo lahko z uporabo teh prostih energij tudi začeli škodovati in povzročati nove vojne. Zato je nujno, da se reprogramiramo, da odstranimo sebične miselne in vedenjske vzorce iz sebe. In zato je tako pomemben ta pristop Destiny, ker se ne dela toliko primarno na spremembi političnega sistema, to je bolj dolgoročni program, ali ne propagira se nekih tehnologij, ampak v prvi vrsti je pomembna notranja osebna preobrazba miselnih in vedenjskih vzorcev. Toliko na kratko. Pod opisom tega videoposnetka si prosim pogledajte še povezave do mojih fotografij tega predavanja na Facebooku. Pogledajte si povezave do Michaela Tellingerja, do drugih znanstvenikov v tehnologijah in namenu zgradbe piramid. In predvsem vas vabim, da se vsi vpišete v začetni brezplačni tečaj Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite, ker delo na sebi, preobrazba miselnih in vedenjskih vzorcev, osvobajanje od uma je najbolj ključni začetni korak pri temu, da izboljšamo razmere na svetu. Žal, nihče ne more spremeniti našo notranjost namesto nas, potrebno je res potrpežljivo delo in slej ko prej, ko bo to opravljeno, lažje bomo vsi skupaj zaživeli v harmoniji, sožitju in izobilju na tem svetu. Toliko za enkrat, hvala za poslušanje in nasvidenje.